Vsako leto se začne s postavljanjem ciljev, pa jih znaš postaviti? Dober dan, dobrodošel, dobrodošla v novem Weeklyju. Danes z Nejcem govoriva o zanimivi temi, nekaj, kar se lotijo vsa podjetja konec leta ali pa na začetku leta, in sicer to je postavljanje ciljev. Pa da ne bova dolgovezla, najboljš, da kar greva direkt v temo in se mogoče za začetek malo vprašava, zakaj sploh postavljati cilje. Ja, cilj je potrebno postaviti, ker nas to nekako, jaz bi tako rekel, no, ker nas to driva, da skozi rastemo. Ne? Ker če samo pomislimo, če ciljev ne bi postavili, pač ne vemo, kam sploh želimo priti. Če pa imamo pa cilje postavljene, nas pa to driva, in če so cilji postavljeni, to tudi pomeni, da bomo lažje prilagoditve delali. Če bomo dosegali cilje, bomo pogledali, ok, kaj je dobro, a se temu še bolj posvečamo, če jih pa ne bomo dosegali, se bomo poprašali, kako pa lahko naredimo izboljšave. Malo tudi tavamo v temi, če nimamo ciljev, ne vemo točno, kam bi radi prišli. Tudi tako, nekako, če imamo res postavljene cilje, se lahko vsi s tem poistovetijo. Ker drugače ima vsak malo drugačna pričakovanja. Tako je, tudi interno. Tako, kot si rekel, če imamo cilje postavljene smo vsi na skupni točki, na skupnem imenovalcu. Če pa tega ne bi bilo, pa tako, kot si rekel, vsak bi malo drugače to razumel in ne bi bil poenoten, oziroma sploh strategija, kleša bi potem prišlo pri strategiji, pri izvajanju te strategije. Ja, je pa res, da se dostikrat, ko se podjetja lotijo s postavljanjem teh ciljev, imajo malo težave, ker ne vejo točno, kje bi začeli. Tako da mogoče tukaj nek nasvet. Začne se običajno pri tem, da gremo malo pogledati, kaj se v preteklosti dogaja. Tako je. Ja. Se pravi, ključno je, da na začetku pogledamo, kaj nam analitika govori. Ker večina od nas, ki že dela določene marketinške aktivnosti, imamo analitične podatke, naprimer od spletne strani, se pravi, kakšen Google Analytics uporabljamo. Če imamo stran družbeno omrežje, naprimer Facebook ali pa Instagram, imamo določene analitične podatke tam. In za začetek je ključno, ko razvijamo naprej aktivnosti, da pogledamo, kaj nam pravzaprav ta analitika pravi, da analiziramo rezultate. In šele takrat, ko to naredimo, izhajamo potem naprej. Pride do nekih splošnih ciljev, ki jih postavljamo, in strategije. Ja, mi imamo kar nek sistem, da temu tako reči, kako se običajno tega lotimo, nekako v 3 korakih. Na začetku vedno pogledamo strategijo, oziroma kako je ta strategija, pa mogoče, če sam najprej orišem, pa greva pa lahko v podrobnosti. Se pravi, neko strategijo, neki splošni cilji, pa na koncu tudi neki res natančno določeni merljivi cilji, s katerimi potem tudi pogledamo, ko je zadeva končana, če smo bili uspešni. Pa najbolj mogoče, da gre kar zdaj malo bolj v globino, da bojo tudi razumeli. Ja, na začetku ponavadi začnemo pri nekih splošnih ciljih, pri določitvi splošnih ciljev. Zakaj? 2 razloga sta tukaj. En je, da ponavadi, ko se na nas obrne nov naročnik, ima svoje cilje postavljene v nekem splošnem okviru. Želimo generirati več prometa na spletno stran, želimo povečati prodajo, nimajo pa morda to toliko natančno definiran. In to je nam dobra osnova, da vemo, kaj je tista rdeča nit, smer, v katero se želimo pomikati. Zakaj? Zaradi tega, ker to potem sledi implikacija na strategijo. Se pravi, ko imamo mi to rdečo nit, razumemo, v kakšno smer moramo mi strategijo razviti, da bomo cilje dosegali, oziroma dosegali merljive cilje, ki jih bomo potem pa v zaključni fazi postavili. Drugi razlog pri tem pa je, da tudi mi lažje razmišljamo, ko določimo splošne cilje, v kakšno smer moramo mi strategijo peljati. Se pravi, tudi če naročnik nima teh splošnih ciljev, ali pa da tega ne bi imeli posredovano strani naročnika, si mi postavimo te splošne cilje, da vemo, da smo spet, kot sva prej rekla, na tem skupnem imenovalcu, da potem kot tim, ko se dobimo,
v tem kreativnem procesu pri razvoju strategije, da znamo vedeti, v katero smer želimo iti in od tega nastane strategija. In potem, ko to strategijo imamo, pa sledi natančno specificiranje ciljev, se pravi, določimo merljive cilje, kjer so pa potem ti cilji točno določeni iz vidika, so specifični, kot naprimer želimo generirati 10% več prometa na spletno stran v naslednjem tromesečju, naprimer, ali pa želimo povečati interakcijo na Instagramu za 30% v obdobju enega meseca. In to mora biti res merljivo, zato, kot sva rekla na začetku, da potem lahko delamo tudi te popravke, razvijamo naprej, strategijo jo prilagajamo in tako naprej. Ja, to, kar govoriš, gre za neke vrste smart cilje. Tako je, ja. Smart, ta beseda mi je bila vedno všeč, ker ima nek tak prenesen pomen, hkrati je pa okrajšava, zato da si tudi lažje zapomniš, kaj to sploh pomeni, kako, ko imaš enkrat cilj postavljen, greš po vseh teh točkah, pa mogoče, če kar jih nekako probam, upam, da se bom vse spomnil, se pravi smart, S prvo kot specifik, oziroma da je cilj specifičen, da je za točno določeno zadevo, ne, da je nekako splošen, potem M, da je measurable oziroma merljiv, zato da tudi vemo, ok, če rečemo, povečali bomo prodajo za 10%, da tudi vemo, kako bomo to znali zmeriti. Potem, da je attainable, oziroma, kako bi temu rekla po slovensk? Dosegljiv. Dosegljiv, ja. Se pravi, da si narišemo zdaj nekih oblakov, ampak dejansko rečemo, ok, postavimo si take cilje, za katere je smiselno, oziroma katere tudi verjamemo, da jih lahko dosežemo. Kar ne pomeni, da niso ambiciozni, ampak da niso tudi pač nekje v oblakih. Ok, kaj mi še manjka? R in T. Ta zadnji, oziroma... R je relevant, ne? Ja, relevant se pravi, da je povezan z našimi poslovanjem, našo strategijo, se pravi, da ni kar neki, po domač povedan. In pa ta zadnji je time-bound, oziroma da je tudi povezan z neko časovno komponento, da cilj, ko si ga postavimo, si damo vedno tudi nek rok. To pomeni, da rečemo, ok, to in to bomo dosegli v tem času, oziroma do konca, naprimer leta 2019, v 5 letih v tem smislu. In ker sem prej govoril o teh merljivih ciljih, na koncu, ko določiš te merljive cilje, se vpraši, ali so te cilji smart. In pojdi po tej metodologiji in boš videl, ali si jih prav postavil. Če jih nisi prav postavil, oziroma opazil, že nisi, boš na ta način po smart metodologiji jih lahko brez problema tudi popravil. Ok, kaj pa potem sledi? Kaj imamo cilje? Kaj so tisti naslednji koraki, ki sledijo? Ja, ko imamo cilje postavljene, je treba potem tudi jim slediti. Moramo biti skozi on top, zdaj to lahko delamo na več različnih načinov. Recimo, primer, kako tudi mi to delamo interno, je tako, da jih prvič ali tedensko gledamo pri določenih naročnikih, si kar pripravimo neko tabelico, noter vpisujemo podatke in potem vidimo, ok, a smo on top s temi cilji. Kar pa je bolj pomembno, enkrat mesečno se pa res usedemo za dlje časa in vidimo, ok, a smo dolgoročno na pravi poti, a sledimo vsem ciljem, a smo dosegli tisto, kar smo si zadali. Ja, in ko ravno o tem govoriš, ko pogledamo na mesečni ravni, ali smo te cilje dosegli oziroma ali jih dosegamo, vedno v to tabelo tudi, oziroma celotno poročilo posredujemo naročniku in tam je vedno zapisan, kaj so bili te specifični cilji oziroma merljivi cilji, ki smo jih postavili in kakšni so rezultati. In to pogledamo potem skozi relativne številke oziroma v procentih in vidimo, ali smo bili boljši, se pravi, da smo presegali te cilje, ali smo bili slabši, se pravi, da jih nismo dosegli. In ključno pri tem je, da vemo, kaj narediti. Malo sem že o tem prej govoril. Naprimer, če smo cilje presegali, to pomeni, da smo na pravi poti. In potem še bolj natančno analiziramo, ok, zakaj smo jih pa presegli. In ko identificiramo tiste aktivnosti, ki so najbolj prispevale k temu, da smo cilje presegali, je v nadaljevanju dobro, da se tudi strategija še bolj osredotoči na te zadeve, ki za nas najbolj delujejo. Ker s tem bomo tudi še v prihodnosti lahko te cilje, ki smo si jih zadali,
povečevali. Če pa ugotovimo, da pri tem nismo tako uspešni, moramo pa ponovno identificirati, zakaj je tako in na nek način tudi pride do tega, do nekih novih kreativnih rešitev. Tim se mora usesti, zanalizirati, videti, ali so kakšne drugi načini, kako lahko rezultate izboljšamo in tudi iti v akcijo v naslednjem mesecu, kje se bo te prilagoditve naredili. In to je tista, če gremo zdaj nazaj na začetek, ključna komponenta ciljev, da ekipo driva, kako, če jih ne dosegamo, kako pa se lahko še izboljšamo. In če teh ciljev ne bi bilo, pač tega procesa, neke povratne zanke, da se ti konstantno izboljšuješ, ne bi bilo. Še ena zadeva bi se tukaj navezal na tebe, ki bi jo izpostavil. Včasih tudi slišim od naročnikov, posameznikov, kakorkoli, da se jim te dolgoročni cilji, 5-letni, pa tudi enoletni, zdijo tako precej daleč in jih včasih se teže poistovetijo s tem. Tudi tukaj potem pridejo še toliko bolj prav te neki mesečni pregledi, zato ker hitro lahko vidimo, koliko blizu smo tega cilja, pa ne nazadnje lahko tudi tisti večji cilj razbijemo na več manjših ciljev, pa rečemo, koliko moramo v enem mesecu doseči, da bomo v 12 mesecih prišli do tiste številke, do katere želimo priti. Ker to je tisto, kako pojesti slona, je tako, da ga razrežemo na manjše kose, ne da ga probamo kar celega pogoltniti že na začetku. Cool, mislim, da sva povedala tisto, kar sva imela na to temo. Vesela bova vprašanj in pa komentarjev spodaj, tako da hvala, ker si bil z nama in pa se vidimo naslednjič. Se vidimo, čau. Why?